Izvrstna nogometna predstava, 5 golov do tega trenutka še neporaženi ekipi Radomlje Medek so prirezale krila visokoletečim Primorkam. Pogled na lestvico pri Cerkljah ne prinaša ravno nasmeška na obrazu, a se na Gorenjskem z rezultati ne obremenjujejo preveč ter ostajajo zvesti svoji filozofiji dela z mladimi. Ana Milović je dosegla svoj 300. gol v prvi ligi in Mura Nona je spet vodilna ekipa. Pogledali bomo še, kako so se reprezentantke v 15 odrezale na razvojnem turnirju v Čatežu, a sprva nas pot vodi na Gorenjsko. Pri Cerkljah imajo že status staroselk v prvi ženski nogometni ligi. Letošnja bo njihova 9. sezona pod tem imenom. V tem krogu so odigrale 160. ligaško tekmo. Z rezultati se edini gorenjski predstavnik v ženski ligi nikdar ni pretirano obremenjeval, čeprav so pred leti imeli tihe ambicije, da bi se morda prebili med 4 najboljše. A po 2 zaporednih 5 mestih so začeli izgubljati sapo. Konkurenca je bila vse boljša. Predlani so bile 6., prehitelo jih je Primorje, lani še mesto niže 7. Za razliko od prejšnjih sezon jim je v slovo pomahalo kar nekaj ključnih igralk, med njimi se je poslovila tudi kapetanka Kos. V bistvu dosti podobna zgodba kot vse sezone. V bistvu cilj je razviti čim več igralk mladih, seveda pa tudi, da jih tudi v prihodnji sezoni zadržimo v svojem klubu, tako kot se je izkazalo, da v letošnjem sezonu nam ni ratalo, sploh glede teh pritiskov drugih klubov, ki ne delajo s svojimi mladimi, in pač to je posledica, da pač nimajo druge rešitve, kot da pridejo v sosednje klube in probajo tako napredovati oziroma biti v vrhu lestvice. V moštvu je že dolga leta, potem ko se je nogometno izšolala v takrat zelo močni sredini pri Krki, je Simona Jelovšek članica Cerkelj od leta 2017. V prvi ligi je zbrala več kot 200 nastopov, vedno je bila pripravljena pomagati, dodatno je bila vključena tudi v trenažni proces mlajših selekcij. Po nekaj letih odsotnosti je okoli njene roke znova ovit kapetanski trak, saj ima poleg Klavdije Trdine daleč največjo kilometrino v prvi ligi. Začeli bomo čisto enostavno, tako da vidimo, kje smo, kako stojimo. Glede na to, da bomo zelo mlada ekipa, da bomo pomlajena, glede na lansko sezono, bomo pač videli, kje smo na splošno. Po 8 krogih so tam, kjer niso ravno želele biti. Že v prvem krogu jih je presenetil Maribor, nato sta sledila 2 bolj pričakovana poraza s Primorjem, to so Nutri Cosmetics in proti vse boljšemu Krimu. S Kidričevega so se Cerkljanke vrnile s polnimi skupičkom in kar 5 doseženimi zadetki, a nato jim je razpored ponudil znova 2 rivala z vrha razpredelnice, Radomlje Medek ter Muro Nono. Brez doseženega gola in z 0 točkami, v zadnjem krogu pa spet lepa priložnost za korak naprej na lestvici, a nov zdrs. Na 7. medsebojnem srečanju proti Gažonu Lelogu je prišel prvi poraz, a metanje puške v koruzo še zdaleč ne pride v poštev. V bistvu je koncept isti, seveda bomo malo mogli prilagoditi glede na kvalitete posameznic, ampak seveda mlada kri, nova zgodba, definitivno vidimo še višje cilje, ko smo jih pa trenutno dosegli. V klubu so se odločili, da bodo tudi letos ponudili nogometašicam možnost, da se dodatnih veščin obvladovanja žoge naučijo s pomočjo futsala. Imajo prijavljeno ekipo v prvi ženski futsal ligi, kjer so se lani prvič uspeli uvrstiti v končnico, a na prvem mestu vseeno ostaja nogomet. Nihanja so del kolektivnih športov, so obdobja, ko sije sonce in ko pada dež. Na Gorenjskem je trenutno bolj kislo, če gledamo lestvico, a sončno, ko govorimo o kolektivnem duhu in nogometnemu navdušenju, ki ga izžarevajo oranžno-sive. V sklopu 8. kroga se je Mura Nona srečala z Mariborom, Gažon Lelog je izval Cerklje. V Ljubljani je bil na sporedu mestni derbi Olimpije in Krima. Žalec Trbovlje je čakala pot v glavno mesto, kjer je bil nasprotnik Ljubljana. Naš pregled kroga začenjamo v Radomljah, kamor so na gostovanje prišle še neporažene članice Primorja Tosle Nutri Cosmetics. Upamo, da bomo danes imeli dinamično, zanimivo, tekoče in pa tudi golov polno srečanje v Radomljah.
sprida dobro prenaša tudi na nogometne ženske zelenice. No, zdaj pa v napadu Radomlje, tam priložnost, žoga je ostala v polju, ampak tamle Zoja Šrot je bila blizu, a malce vseeno predaleč za kakšen korak, da bi tole lahko vrnila nazaj v igro, da bi akcija ostala živa vse do konca, ampak takole, mimo vratarke, ta je Vrhovnik, pa Zoja Šrot s poskusom v letih 2011-2012, no zdaj pa pustimo zgodovino, raje se podajmo v tole akcijo. Ja, tam je malce zastala, Zoja Šrot še vedno traja, nevarno je strel Stare Gradišče, ki ne ostaja nič proti nič. Torej 19. minuta, bilo je vroče pred vrati Vrhovnikove, ki zdaj hiti tam, podaja do Jone Javorič, lepa podaja tam Javoričeva, zdaj še nevarno in ni gola. Ostaja nič proti nič. Ja, nevarne sekunde, minute zdaj. Ana Gariol je tam opazila Zojo Šrot, ki ima zdaj veliko prostora, strel proti vratom, odločila se je, da bo sprožila kar z levico in brani Taja Vrhovnik. Torej še vedno nič proti nič, teče pa 28. minuta 8. kroga prve lige Triglav v slovenski ženski nogometni ligi. Rumeno-črnih takoj na tisto nogo, zdaj pa lepa globinska podaja Zoja Šrot. Ja, ali bo tukaj zdaj priložnost za gol? Trese se tam prečka. Ula Osolnik, mislim, da je to bila, ne mislim, kar vemo, da je udarila proti golu in tukaj Dolenškova takoj čestita Ivi oziroma Taji Vrhovnik takole. Sicer nesebična poteza, ampak odločila se je pač tako, da bo podala do Ule Osolnik, ki je imela nekaj smole. Bolj močno na drugo stran, potem pa res bi bila to lahko sjajna asistenca in podaja tam v kazenski prostor. No, zdaj pa brez prepovedanega položaja ni gola. Ni gola še zaenkrat. Takole ta Jakopič v 37. minuti, no na to pa Monika Globočnik je znižala za Olimpijo v 45. minuti. Zdaj strel proti vratom Primorja, ena redkih priložnosti, tole je šlo v okvir vrat brez dvoma. Sara Medič, visoka žoga, znova tam v skoku Ula Osolnik, pa še vedno traja zdaj obleganje Taje Vrhovnik. Zdaj priložnost in tukaj je Nika Bazjak, šestica. Nika Bazjak. Petinštirideseta minuta. Drugi gol v prvenstvu za to mladenko v dresu Radomelj. Danes prvi, a tisti, lahko rečem, otvoritveni za Radomlje. Danes njena 5. tekma, torej. In pa 3 gole je že dosegla tudi Ula. Številko 9 v dresu Radomlje. No, zdaj nova priložnost, tamle daleč strelin, kakšen gol! Golazo bi rekli Španci v Radomljah, sjajno. In neverjetno, Ula Omerzu, niti ne par sekund na igrišču in dosega, lahko rečemo, res evrogol v Radomljah. 4. gol v 55. minuti. Sjajno je tole opravila Ula Omerzu. Ja, tole pa si bo veljalo ogledati zagotovo še nekajkrat. Ja, Ula Omerzu, kot kaže, vroča danes in tukaj, ampak tokrat pa asistentka strelka gola. Do Osolnikove je tole poletelo, Ula Omerzu pa zdaj res dvema sjajnima potezama. Najprej evrogol, na to pa še čudovita podaja do Ule Osolnik. Ja, Ula do Ule. Ula, pa imamo 2 gola. Vita Dodič pa tam veliko prostora
Laura Škvorc in ostaja 3-0. Škvorčeva. Ta je Jakopič, ali je tukaj priložnost in ni gola, ni gola. Zdaj se kar dobro rešujejo Ajdovke v teh zadnjih akcijah, pa lepa zdaj kombinacija tam. Strel proti vratom, zadnjimi močmi je to, je tam izbijala Taja Vrhovnik, zatresla se je, lahko se je zatresla, ja, zelo narahlo, bolje rečeno, vratnica, pred kanstrel je to bil, ja, takole z desno roko se je morala kar malce pošteno stegniti vratarka. Bilo to vredno, da nekako ekipo pustiš na to z deseterico na igrišču, ampak seveda za to. No, zdaj pa kazen takoj, ki je sledila in Ula Omerzu še svoj 5. prvenstveni gol, 86. minuta. Za 4-0. In njen 5. prvenstveni gol. No, tokrat pa ni bilo prepovedanega položaja in Ula Omerzu, petarda je počila v Radomljah in 5-0. Ja, Ula Omerzu pa se je zdaj izenačila z Ulo Osolnik, 6 prvenstvenimi goli, ter Saro Gradišek prav tako, ki je pri 6 soigralkama v dresu Radomelj, pa Nami Tanič je v nasprotni ekipi pri Primorju prav tako 6 goli, tako da ja, dober nos je danes imel in v tem trenutku tudi konec tekme v Radomljah, ki so slavile s 5-0. Jaz mislim, da sem danes lahko upravičeno ponosen na punce, kar so prikazale. Mislim, da smo od prve minute pa vse do konca prikazali res ta visok pritisk. Želeli smo si teh točk, želeli smo si zmage v nekem visokem ritmu, igrali vseh 90 minut in jaz sem res čestitam za tako predstavo, ampak moram pa izpostaviti, da je bil teden, v katerem smo trenirani, prisotno ta želja, ta volja po dokazovanju. Vsi treningi so bili res vrhunski in bal sem se samo, da ne bi to uspeli prenesti na tekmo. To smo prenesli in rezultat je temu primeren. Ja, mislim, da lahko sigurno rečem, da so punce tudi v prvem polčasu pokazali izjemno igro, v drugem smo to sam nekot, lahko rečemo, temu izkoristili, kar v prvem nismo, tako da ja, zadovoljni, želeli smo si teh 3 točk, pokazati predvsem, da doma smo tle mi, ne oni in ja, smo zadovoljni in gremo dalje. Dost stvari bi lahko povedal. Zdaj najlažje je biti pameten po taki tekmi in kritizirati, analizirati, iskati razloge. Jaz mislim, da so bile Radomlje pač danes močnejše, predvsem v fazi agresivnosti v prvem polčasu, v fazi predvidevanja in dobljenih drugih žog, tako imenovanih. Tako da bilo že rešile prvi polčas tekmo. Mi smo se pol med polčasom dogovorili, določene stvari štartali ok, ampak pol pač prejeli spet po eni napaki gol, takoj tretjega, pol je bil pa razpad sistema, da rečem. Tako da absolutno je zmaga Radomlje zaslužena. Punce smo malo razočarane, smo sicer dobro delamo na treningu in upam, da se bo na naslednjih tekmah to poznali. Je pa danes nivo ni bil najboljši in pač svojo igro, svojo prikazano igro več nismo zadovoljne. Tako da ja, nimamo kaj, poraz je, upamo, da bo naprej niz zmag spet za nami. 25. ljubljanski derbi med Olimpijo in Krimom je potekal na nekoliko nevsakdanji lokaciji v športnem parku Svoboda. Od predhodnih 24 tekem se jih je 23 končalo zmago Olimpije. A četudi so zelene letos osvežile in pomladile ekipo, so dokazale, da so še vedno boljše od mestnih sosed. V 11. minuti je Tija Matanović streljala na vrata Erne Mahmutović, ki je bila pokrita in je ostala kot vkopana.
V drugem polčasu sta padla še 2 zadetka v mrežo Krima. Maša Osojnik je bila najbolj spretna v kazenskem prostoru. V prvi ligi drži povprečje enega zadetka na vsaka 2 obračuna, 81 nastopov ima in 40 golov. Za piko na i novim 3 točkam na derbiju je poskrbela Zoja Kartuš. Olimpija se je uspela hitro pobrati, potem ko je v zadnjem krogu izgubila proti Primorju Toslinu Trikosmetics. S 16:1 je Muranona premagala ŽN Maribor. Gažon Lelog se je veselil še druge zmage zapovrstjo, padle so Cerklje s 3:0. Prav tako je 3 gole dosegla Olimpija, prejela nobenega na srečanju s Krim Hubatom. Radomlje Medek so v drugem polčasu zlomile Primorje Toslinu Trikosmetics, tekma se je končala s 5:0. Ljubljana je novinkam v ligi natresla 22 golov, prejela pa enega. Na vrh lestvice se je ob porazu Primorja Toslinu Trikosmetics povzpela Muranona. Ljubljana je druga, Radomlje za Ajdovkami zaostajajo 2 točki. Olimpija jih ima 15, Krim Hubat 12. Gažon Lelog najdemo pri 9 točkah in 7. mestu. ŽN Maribor je 8, Kirurgija, Estetikal Aluminij in Cerklje imata 3 točke, Žalec Trbovlje nič. V naslednjem krogu Cerklje igrajo ŽNK Ljubljano, Kirurgija Estetikal Aluminij se bo pomirila proti Olimpiji. Radomlje Medek gredo na gostovanje h Krimu. V spodnjem delu razpredelnice imamo derbi ŽN Maribor in Gažona Leloga. Prvakinje igralke Muranona bodo na delu v Ajdovščini. Sredi tedna se je igral ženski pokal pivovarna Union. Primorje Toslinu Trikosmetics in Krim Hubat sta si zagotovila uvrstitev med 8 najboljših. Imamo že pare četrtfinala. Z aktualnimi prvakinjami ŽNK Ljubljano se bodo pomirile črno-rdeče Primorke. Muranona igra proti Olimpiji, Krim Hubat z Radomljami, Aluminij pa se bo srečal s Cerkljami. Čatež je v zadnjih letih postal že stalna postojanka ženskega nogometa. V tem in preteklem tednu je ob reki Savi potekal razvojni turnir za selekcijo U15. Slovenija je na prvi tekmi merila moči z Bolgarkami, ki so imele prestavo več. V 17. minuti pa so povedle. Slovenke so se otresle pritiska, naslednji gol je vseeno padel v mrežo naših. Po pol ure igre je bilo 2:0. Še en gol smo videli po vnovičnem prihodu iz slačilnice in še enkrat je klonila slovenska čuvajka mreže. Druga tekma pa je na nasprotno stran Slovenk postavila Severno Makedonijo. Poglejmo.
popotnico zmage po streljanju 11 metrovk proti Severni Makedoniji so se Slovenke v zadnjem krogu turnirja srečale še z madžarskimi vrstnicami. Madžarke so z izvrstnim strelom z razdalje našle slovensko vratarko nepripravljeno. Žoga je v natančnem loku končala v mreži. Igralka številko 16 na hrbtu Lakatuš je naše severno-vzhodne sosede popeljala do dvojne prednosti. Uspešna je bila strelom z bele točke. Ko je tekma vstopila v zadnjih 15 minut, so Madžarke še enkrat opazile slovensko čuvajko mreže preveč izven vrat in jo matirale z visokim udarcem. Za zmago bi Slovenke potrebovale mali čudež, če ne drugega pa so želele doseči vsaj častni gol in uspelo jim je. Donatela Senica, igralka Aluminija, je poskrbela za končnih 1-3. Naslednja reprezentančna akcija bo na sporedu konec oktobra, zberejo se tako članice kot mladinke. Slednje se bodo pripravljale na kvalifikacijski turnir za nastop na Evropskem prvenstvu, ki bo konec novembra. Slovenija bo igrala v Ligi B skupaj z Azerbajdžanom, Severno Makedonijo in Gruzijo. Zmagovalka skupine napreduje v višjo ligo. Med 5. in 11. novembrom pa se prav tako v kvalifikacije podajajo kadetinje. Turnir Lige B skupine 6 bo potekal v Čatežu ob Savi. V skupini bodo 3 ekipe, poleg Slovenije še Islandija in Ferski otoki.